Hvala lepa. Zelo pozdravljam to združeno debato o kohezijski politiki v Evropskem parlamentu. Pomembna so nova orodja, o katerih je govorilo poročilo gospe Tomašičeve, še bolj pomembni so zaostanki in odprava zaostankov pri začetku kohezijske politike 2014–2020, kajti na takšen način si bodo države lahko pomagale same s pomočjo evropskih fondov. Kot poročevalec v senci pri poročilu o kohezijskih sredstvih v gorskih območjih za skupino EPP dovolite, da se zahvalim gospe Jotovi za zelo dobro sodelovanje in njen konstruktiven pristop, da smo lahko celo vrsto priporočil, amandmajev tako odbora za kmetijstvo kakor tudi amandmajev poslancev vključili v to poročilo. V poročilu smo zelo jasno zapisali, da je na območju, ki obsega 30% evropske površine, kjer prebiva preko 70 milijonov ljudi, potrebno zastaviti celovito strategijo razvoja tega območja in tudi z dobro sinergijo med posameznimi ukrepi kohezijske politike razvita območja. Pomembno je, da zagotovimo delovna mesta in rast v teh območjih, kajti to zagotavlja poseljenost območij in na takšen način tudi živa območja. Pomembna je sinergija tako med na eni strani kmetijstvom, gospodarstvom, turizmom, obrtjo na eni strani in seveda tudi v ukrepih za varovanje tega biotsko zelo dragocenega območja. Hkrati smo jasno zapisali, kako pomembno je, da čuvamo vodne vire, kajti večina pitne vode Evropa dobi ravno iz teh gorskih območij, po drugi strani pa, da tudi s pospešenim šolskim sistemom omogočimo znanja, ki so v teh območjih potrebna. Zelo pomembno področje je tudi področje povezanosti, bodisi s tem, da zagotovimo sodobno infrastrukturo, predvsem železniško, s katero bomo varovali območja, kakor tudi sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo, s katero bomo omogočili dejavnost in pa tudi delovno daljavo v teh območjih.